Pozdravljeni. Pred dobrim letom so bili vsi viri, kateri se ukvarjajo s Formulo 1, polni zgodb o Miku Schumacherju. A sedaj smo bili priča nekemu noremu prestopnemu roku in o njem ne duha in ne sluha. Vprašali se bomo v bistvu, kam je izginil Mik Schumacher. Mik Schumacher seveda ni odšel nikamor. Ostal je točno tam, kjer smo ga pustili, v Formuli 2. Samo mediji se ne ukvarjajo več toliko z njim. Predvsem tuji in od njih odvisni domači. In o njem je bilo že govora v preteklosti, posebej po tistem testiranju v Bahreinu. In kogar zanima, si lahko te stare prispevke ogleda. Bližnjice so seveda kot ponavadi v opisu, a sedaj bom ponovil nekatera dejstva, katera mislim, da so potrebna. Namreč prvo, njegova starost. Če pogledamo te nove generacije voznikov Formule 1, pridejo izjemno zgodaj v ta svet. In Mik Schumacher, rojen marca 1999. Primerjajmo ga s tistima dvema fenomenoma današnje Formule 1. Charlesom Leclercem, september 97 in seveda Maxom Verstappenom, oktober 97. Razlika leto in pol, pa bodimo dobrohotni, recimo 2. In vsak si lahko zračuna, ko bo prišel Mik Schumacher v Formulo 1, koliko za Charlesom in Maxom bo prisoten. A to še ni tako pomembno. Obstaja še zmeraj tisti dvom v njegovo superlicenco. Superlicenca je potrebna za nastopanje v Formuli 1 in zavedam se, Mik Schumacher je imel pogoje za superlicenco. Vse izhaja iz barve tiste luči na zadku bolida, s katerim se je pojavil na tistem testiranju. Namreč na Ferrariju je imel rdečo in rdeča luč na zadku pomeni samo eno stvar. Imetnika tiste prave superlicence FIA za Formulo 1. A obstaja še druga varianta, tista za petkove treninge mladega voznika, ne dovolj izkušenega, ne z vsemi pogoji. Neka varianta B. In take voznike označuje zelena luč na zadku bolida. In prav takrat, ko je testiral Alfa Romeo Racing, je imel zeleno. Dvom obstaja, čeprav Mik Schumacher je rekel, da superlicenco ima, da jo je v okviru, da mu visi na steno, in jaz mu verjamem, samo ne vem, katero izmed teh dveh ima. A to ni važno. Namreč za letos, ukolikor misli priti skozi glavna vrata v Formulo 1, mora biti po mojem osebnem videnju minimalno med prvimi 3 v Formuli 2. Vsaj tako je moje mnenje in nočem biti ne na strani njegovih kritikov in ne na strani njegovih zagovornikov. Hočem biti čim bolj objektiven. A tista ena in edina zmaga na sprint dirki v lanski sezoni mislim, da je malce premalo. Letos bo moral pokazati bistveno več. A seveda ta nori prestopni rok je zakompliciral življenje tudi mladega Mika, ta je del programa skuderije Ferrari v Formuli 1 in nekako to je postal tudi sorazmerno pozno na začetku leta 2019. In seveda lahko pride v Formulo 1 naslednje leto 2021, seveda ja. Ferrari ima sedež pri Alfa Romeo Racing, tisti, katerega zaseda Antonio Giovinazzi, in mislim, da Mik Schumacher je bistveno bolj zanimiv kot Antonio Giovinazzi. Če ne drugega, komercialno več pozornosti, več pokroviteljev pritegne. In to je dejstvo, mimo katerega ne moremo. A sedaj s podpisom pogodbe z Carlosom Sainzem mlajšim se je situacija spremenila. Tako, namreč ima 2-letno pogodbo, kar pomeni, da vsaj do 2023 bodo vsi sedeži pri skuderiji Ferrari zasedeni, kar pomeni za Mika vsaj 2 leti v Alfa Romeo Racing,
ali podobni situaciji ne dajemo stvari za gotove, o katerih ne vemo nič. Charles Leclerc ima pogodbo s skuderijo Ferrari najmanj do konca 2024, da se bomo razumeli. In sedaj pride na vrsto tista zadeva, katera zna biti najbolj težavna za Mika. Tehnični vidik. Namreč nekako mnogi tehnični poznavalci in navdušenci nad Formulo 1 so mnenja, da Mick Schumacher rabi nek vajeniški staž v seriji, kateri nastopa, rabi neko sezono, da se prilagodi na določene tehnične razmere. In kakšne tehnične razmere čakajo Micka Schumacherja, ukolikor se zgodi tisto, kar sem sedaj napovedal? Zelo, zelo raznolike. V sezoni 2020 v Formuli 2, če ne drugega, bo imel stik z 18-palčnimi platišči, kar zna biti velik pretres glede na lansko sezono. A potem, recimo, da bo prišel v Formulo 1 v sezono 2021, kjer bodo še zmeraj letošnje šasije tiste sezone 2020 in stara 13-palčna platišča z ustreznimi pnevmatikami, kar bo spet velika sprememba, praktično pol koraka nazaj, da se razumemo. In seveda v drugem letu vajeništva, v 2022, bodo velike spremembe, tako na področju šasije, kot tudi na področju platišč in pnevmatik. 18-palčna platišča z vsemi spremembami, o katerih smo že govorili. In kako se bo odrezal, bo sposoben te velike spremembe, kar se da gladko iti brez velikih zastopov, kajti razumeti moramo nekaj. Priimek, ki ga nosi, je dvorezen meč. Pritegne ogromno pozornosti, kar ni nič slabega in bom rekel, nič kaj takega, a po drugi strani ta pozornost za sabo pripelje tudi velika pričakovanja. Kaj se bo zgodilo, če ne bo takoj sposoben doseči rezultate vredne njegovega priimka? Po mojem osebnem mnenju kar velike težave. In prav v tem spektru moramo gledati na bodočnost Micka Schumacherja in vprašati se, zakaj je kar tako na hitro izpadel vseh možnih kombinacij, katere so razni bolj poučeni viri, kot sem jaz, navajali v teh mesecih. Namreč 2020 se še niti ni začela in za 2021 smo imeli ogromno fantazijskih razprav, brez da bi bil Mick pravzaprav vključen v marsikatero kombinacijo. A vseeno, sam nisem videl rezultatov tistih testiranj v Bahreinu, kako se je zares odrezal, videl sem samo končne čase, a ti relativno ne povedo dosti. Zanimivo je, da po tistem testiranju pravzaprav ga nismo dostikrat slišali omenjenega več v teh glavnih kombinacijah. Kaj bo prinesla prihodnost, bomo videli, a spet ena tema, o kateri velja razmisliti. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.